Dobar večer in dobrodošli na današnji predstavitvi znanstvene monografije Etnos in Topos Milana Buffona. Naslov je sicer daljši, ampak ga bomo še nekajkrat ponovili. Hvala, da ste prišli v tako velikem številu. Moram reči, da so ponavadi predstavitve strokovnih monografij manj obiskane, kot je ta današnja, ampak mislim, da je tema, ki jo predstavlja dr. Buffon v svoji knjigi, zanimiva za vse, ki se ukvarjamo ki nam je pri srcu usoda tržaških Slovencev in tukajšnje manjšinske skupnosti. Saj gre za knjigo, ki je, mislim, temeljnega pomena za vse, ki bi radi spoznali, kako se je manjšina oziroma populacija na Tržaškem spreminjala v zadnjih 100 in več letih. Tako da slika, ki nam jo ponuja ta knjiga, je v nekaterih pogledih spodbudna, v nekaterih manj spodbudna, tako da smo si to predstavitev zamislili kot predstavitev knjige, ampak tudi kot pogovor z nekaterimi predstavniki naše skupnosti, tako da bi lahko morda skupaj razmislili tudi o nekaterih možnih bodočih scenarij oziroma kako zaključke te knjige uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. Zato so danes tukaj za mizo ob dr. Milanu Buffonu, avtorju knjige, tudi Ksenija Dobrila, predsednica ene od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, to je Slovenske kulturno-gospodarske zveze, sicer pa tudi dolgoletna šolnica, ravnateljica in nenazadnje tudi predsednica paritetnega odbora, ki se ukvarja z vprašanji slovenske manjšine. Ob njej pa je Igor Gabrovec, deželni svetnik stranke Slovenske skupnosti, politik z dolgoletnimi izkušnjami, tudi v manjših krajevnih upravah, recimo v Devinsko-Nabrežinski občini. Sicer pa tudi on dober poznavalec manjšinske realnosti, nenazadnje je tudi nekaj let delal tudi on v krovni organizaciji SKGZ. Tako da bomo po tem pogovorju z njima, najprej bomo postavila nekaj vprašanj avtorju knjige, da spoznate malo vsebine knjige, potem pa bomo v pogovoru z Dobrilo in Gabrovcem se pogovorili tudi o nekaterih temah. Najprej pa bi zdaj prepustila besedo organizatorjem tega večera, teh je kar nekaj. Mislim, da bo najprej spregovoril Devan Jagodic. Najprej Devan in potem pa še Miljana Cunta iz Slovenske matice. Hvala lepa, Poljanka. Dober večer vsem. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta. Knjiga, ki jo danes predstavljamo, bi rekel, da zelo lepo povzema bistvo našega raziskovalnega poslanstva in sicer, da s pomočjo tehnik in metod, ki nam jih ponujajo družboslovne in tudi humanistične vede, spremljamo nekako tudi skozi čas, kot v tem primeru, sledove in evolucijo, bi rekel, slovenske prisotnosti na tem skrajno zahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja. Istočasno pa, kot že slišano, nekako da tako imenovanim odločevalcem ponujamo tehno in empirično podprto strokovno gradivo, s katerim lahko razpolagajo tudi pri snovanju in načrtovanju ustreznih razvojnih politik za tukaj živeče slovensko prebivalstvo in tudi za širši družbeni prostor, kjer je to prebivalstvo že zgodovinsko utrjeno. No, zdi se mi, da nova znanstvena monografija dr. Milana Buffona vsebuje oba ta dva temeljna atributa, saj po eni strani podrobno opisuje družbene spremembe, prostorsko naseljenost in narodnostno podobo nekaterih izbranih slovenskih naselij tu na Tržaškem. Po drugi strani pa pristojnim institucijam in posameznikom ponuja izredno dragocene podatke, ki so kljub njihovi navidezni krutosti oziroma neizprosnosti nedvomno uporabni pri upravljanju cele vrste odprtih vprašanj, tako ali drugače povezanih s prostorskim in družbenim razvojem slovenskega prebivalstva tu na Tržaškem. Iz vseh teh razlogov smo se na Slorju odločili, da bomo ta povsem ambiciozen in zanimiv raziskovalni projekt po svojih najboljših močeh podprli.
Danes pa se veselimo objave njegovih prvih izsledkov in namenoma sem rekel prvih, ker vem, da ima avtor že v mislih nadaljne raziskovalne načrte, ko bo nekatere predstavljene vidike tudi poglobil, prav verjetno v bližnji prihodnosti. No, danes se ob koncu oglašam tudi kot pripadnik krajevne skupnosti, kot prebivalec Barkovelj, ki nas danes tu gostijo v svojem pomorskem klubu. Tako kot druga slovenska tržaška naselja, ki so prisotna, ki so predmet analize v tej publikaciji, so tudi Barkovlje v zadnjem stoletju doživele korenite družbene in etnične spremembe, ki so potekale vzporedno s procesi kot so urbanizacija, protiurbanizacija oziroma tudi utrjevanje nekega predmestnega načina življenja. Tako da vem, da je avtor marsikateri podatek že zbral tudi s pomočjo lokalnih pričevalcev, tako da trdno upam in verjamem, da bo v eni od naslednjih knjig tudi Barkovlje postalo predmet neke nadaljne poglobljene obravnave. Tako da jaz bi tukaj tudi zaključil. Iskrene čestitke, seveda v prvi vrsti avtorju za ta nov raziskovalni podvig in iskrena hvala tudi vsem soblikovalcem tega današnjega večera, drugim organizatorjem, moderatorki in drugim gostom, ki bodo pač popestrili današnji program. Hvala lepa in prijetno nadaljevanje vsem. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovani avtor, soustvarjalke in soustvarjalci nocojšnjega večera, soorganizatorji, Slovenski raziskovalni inštitut, Slovenski klub in Anales ZRS Koper. Dovolite, da vam prinesem lepe pozdrave iz Ljubljane, iz Slovenske matice, ki tako kot druge kulturne ustanove na široko odpira svoja vrata v juniju in organizira več kot 15 dogodkov. Slovenska matica je eno tistih srečnih društev, ki kontinuirano deluje že več kot 150 let. Čeprav se je njen program prožno odzival na take in drugačne potrebe javnega prostora, je v vsem tem času njeno jedro ostalo nedotaknjeno in prepoznavno. V poslanstvo Slovenske matice se vse od njenih začetkov opisuje skrb za slovenski jezik. Ne le kot sredstvo sporazumevanja, pač pa tudi kot gradnik misli, ustvarjalno-sintetične in znanstveno-analitične. Kot simbol skupnosti, ki presega tako ali drugače postavljene politične meje. Prav posebno mesto v programu Slovenske matice, ki ga narekuje tudi njen statut, ima skrb za kulturno življenje Slovencev v zamejstvu in po svetu. O podpori urada vlade, v sodelovanju z društvi, založbami, izdajamo knjige in organiziramo dogodke na to temo. V minulem letu smo v sozaložništvu Založbo Mladika izdali pesniško zbirko Davida Bandlja, v letošnjem letu je priprava pesniške zbirke rezijanskega pesnika Renata Kvalje, pripravi tudi posvet o zamejskem tisku. V prepričanju, da je tudi v fragmentarnem svetu, ki ga določa specializacija znanj in vedenja, mogoče misliti celoto, Slovenska matica povezuje vrhunske umetnike in znanstvenike, išče možnost za dialog in povezovanje. Na podlagi tistega najmanjšega skupnega imenovalca, ki ga predstavlja človeška izkušnja v vsej svoji duhovni in eksistencialni barvitosti, išče pot k drugemu skozi artikulirano, kultivirano in spoštljivo govorico. Na Slovenski matici letos izdamo 25 knjig z področji umetnosti, znanosti, družboslovja, humanistike in naravoslovja. In v veliko veselje mi je, da smo v minulem letu pozdravili novo, že 13. knjižno zbirko, ki izhaja pod okriljem založbe Anales ZRS Koper in v sozaložništvu Slovensko matico. To je zbirka razsežnosti slovenstva, ki jo ureja profesor dr. Vesna Mikolič, tudi avtorica prve monografije. Drugo delo v zbirki pa predstavljamo nocoj. Etnos in topos dr. Milana Buffona je plod večletnih znanstvenih raziskovanj in pomeni izjemen doprinos razumevanja usode slovenske manjšine na tem območju. Prva dragocena predstavitev knjige je potekala v virtualnem okolju, z avtorjem se je pogovarjal izredni profesor dr. Jernej Zupančič, ta pogovor lahko tudi slišite. Danes pa imamo odlično priložnost avtorju prisluhniti v živo
na tem izjemnem omizju. Zato vam zaželim samo še lep večer in veliko znanstvenih in drugačnih, tudi človeških užitkov ob prebiranju njegove knjige. Hvala lepa. Hvala lepa. No, jaz bi samo na kratko predstavila avtorja knjige. Verjamem sicer, da ga večina pozna, ampak vseeno, glede na to, da ima tako bogat kurikulum, morda vsi ne vejo vsega. Bom zelo skrčila. Torej, Milan Buffon je Tržačan, je doktor geografije, njegova osebna bibliografija šteje nad 400 enot in od tega nad 10 monografij. Večino svoje poklicne in raziskovalne poti je posvetil etično mešanim območjem in obmejnim regijam, torej zlasti temu našemu prostoru. Na pedagoškem področju je postavil temelje slovenskemu visokošolskemu poučevanju geografije, najprej na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, nato tudi na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, kjer je bil tudi prvi prorektor za raziskovalno in razvojno dejavnost Univerze na Primorskem. Je vodja številnih raziskovalnih projektov, kot gostujoči profesor je predaval na raznih univerzah v Evropi, ampak tudi v ZDA in na Japonskem. Njegova raziskovalna in študijska pot je tesno povezana s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu, kjer je bil najprej predsednik znanstvenega sveta, nato pa dobrih 12 let tudi predsednik Slorja. In za svoje delo na področju evropskih študijev je od Evropske unije prejel naziv Jean Monnet profesor. Milan Buffon velja tudi za mednarodno najbolj citiranega slovenskega družbenega geografa. Tako sem skrčila dovolj, ne? Precej kratko. Zdaj bi pa res prešla k vsebini knjige Etnos in topos. Podnaslov knjige je Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015, torej več kot 100 let. Knjiga ima okrog 300 strani in v njej je avtor združil večdesetletno raziskovanje tržaškega družbenega tkiva in analiziral spremembe, ki so se na raznih področjih, tako etničnem področju kot tudi družbenih področjih, zgodile na Tržaškem v teh stoletjih. Kot mejnika za svoje delo ste izbrali leto 1910, ko je potekalo zadnje ljudsko štetje v Habsburški monarhiji, in leto 2015, torej kot zaključek te raziskave. Tako da najprej prvo vprašanje bi bilo, kako se je sploh rodila zamisel za to knjigo, za tako obsežno študijo in tudi kako je konkretno potekalo vaše raziskovalno delo. No, zamisel za to knjigo je nastala v času, ko sem prenehal pravzaprav poučevati zaradi dogajanj, za katere morda veste, na Univerzi na Primorskem. In sem imel za to več časa na razpolago. In sem se odločil, da bom poglobil teme, ki so bile meni vedno najbližje. Oziroma tiste teme, pri katerih sem pravzaprav začel svojo raziskovalno kariero. In zato sem tudi namenoma to knjigo posvetil obema mentorjema, s katerimi sem pravzaprav nastavljal to svoje raziskovalne poglede oziroma prve raziskovalne izkušnje. To sta zlasti moj profesor, kot sem mu rad pravil, profesor Vladimir Klemenčič, ki je bil dejansko utemeljitelj, ne jaz, on, politične geografije v Sloveniji, sem samo mu nasledil in to zadevo malo razširil z učbenikom o politični geografiji v Sloveniji, s katerim smo veliko let prebrodila to naše zamejstvo skupaj in prediskutirala teme, ki so bile ključne za to naše okolje. Vemo, da je profesor Klemenčič bil tudi eden izmed pobudnikov oziroma mentorjev za sam razvoj Slovenskega raziskovalnega inštituta v prvih letih po njegovi ustanovitvi. Tako da je bila ta moj prehod v geografijo tudi rezultat tega, da sem njega poznal pravzaprav. Druga oseba, s katero sem pravzaprav diskutiral o sami temi Etnos in topos, je bil profesor Darko Bratina,
ki je potem prevzel po prvem ravnatelju Karlu Šiškoviču vodstvo inštituta. In spominjam se, kot pišem v knjigi, da so se nekega večera, ko ni bilo nikogar več na inštitutu, so ostala sama. Jaz sem takrat delal na krajevnem leksikonu Slovencev v Italiji kot urednik, potem se je pridružil kolega Ales Kalc, ki ga vidim in pozdravljam pri tem delu. In diskutirala sva o tem, kako, oziroma on meni razlagal, kako se ameriška sociologija, družbena sociologija oziroma teritorijalna sociologija sooča s temi vprašanji, kako se kraji spreminjajo v procesu urbanizacije. In pripomnil je, da ko smo delali takrat krajevni leksikon, je bilo dobro to poglobiti ravno te etnične aspekte tega spreminjanja oziroma povezave med procesom urbanizacije podeželja in procesom spreminjanja etnične strukture tega okolja v kontaktu med dvema avtohtonima obema skupinama, se pravi v tem primeru med Italijani in med italijanskim in slovenskim prebivalstvom. No, tiste teme nismo tako takrat poglobili v krajevnem leksikonu, ker je bilo potrebno najprej jih opisati, ker nismo še nikoli jih opisali in takrat prvič, recimo v nadaljevanju tega krajevnega leksikona, prešli zamejstvo oziroma slovenske meje in vključevali tudi ta prostor v takrat še popularen, recimo, skupni slovenski kulturni prostor, kot se takrat pravilo temu, danes se temu ne pravi več tako, ampak samo zamejstvo, češ nekaj oddaljenega, drugačnega. Se pravi, perspektiva iz slovenskega centra se je spremenila do nas. O tem se tudi precej kritičen, ampak pustimo zdaj to vprašanje nekako v primeru. In mislim, da je zdaj nastal čas, ko se lahko malo posvetimo, oziroma sem imel čas, da se malo več posvetim tudi temu vprašanju, ampak mislim, da bi tudi čas primeren za to. Prvič, ker se je ta proces urbanizacije do danes nekako zaključil. Namenoma sem to opredelil to obdobje 100 let od 10 do danes, ker imamo tukaj vmes še eno, recimo en mejni kamen, leto 65, se pravi imamo 2 50-letni obdobji in v bistvu imamo transformacijo tega podeželja iz časa, ko je bilo to izrazito ruralno okolje, se pravi kmečko, tradicionalno podeželje in 100% slovensko po sestavi, v čas, ko se je tu pričela spremembe v smislu industrializacije, se pravi, ljudje so se reaktivirali iz ruralnih, se pravi, iz kmečke dejavnosti v pretežno industrijsko, se pravi, se je ta okolje proletariziral na nek način, se je bolj povezalo z mestom, ampak etnična struktura se še ni spremenila, kot smo gotovili s pomočjo informatorjev v teh krajih, tradicionalno slovenskih krajih, pač pa se je ta sprememba izrazito pojavlja v zadnjih desetletjih, ko se v teh krajih uveljavi družbena urbanizacija, bi rekel. Se pravi, to niso seveda mestni deli, ampak način življenja, socialna struktura je pa ista, identična kot v mestnem okolju. Se pravi, imamo razlik med mestnim prebivalstvom v družbenem pogledu in podeželskem prebivalstvu ni več. Zmanjša se družbena distanca tudi med obema enotama, se pravi avtohtonima skupinama, med Italijani in Slovenci, in imamo en velik priliv novega prebivalstva, se pravi mestnega prebivalstva, ki se zdaj išče pač bivališče v tem zelenem, ruralnem, tradicionalno ruralnem okolju in se postopoma, verjetno, bo postopoma integriralo v to okolje na nek način. To se zdaj tudi kaže po teh analizah, ki smo jih opravili v določeni meri. Je pa res, da je to nov pojav, se pravi, te priselitve so se dogodile, uveljavljajo v večji meri po letu 1995 in še zlasti v novem tisočletju, v novem stoletju, se pravi po letu 2000. Tako da se je ta struktura izredno spremenila. Če imamo v prvi fazi 2 prostorski enoti, ki sta bili relativno ločeni med sabo, se pravi nista komunicirali, imamo v obdobju industrializacije
povečano komunikacijo med podeželjem in mestom, ampak je to v glavnem enosmerna komunikacija. Ljudje so šli v mesto samo delati, ne? In potem so se vračali domov in niso, zaradi tega se ta struktura v etničnem smislu ni spremenila še v teh krajih, pač pa se je izrazito spremenila v tej tretji fazi, ne, urbanizacije, ko imamo pa priliv, dejansko razlitje mestnega prebivalstva na podeželje in se pravi, ta urbanizacija je dosegla večino teh krajev, ki smo jih obravnavali. Smo izbrali 13 krajev, kjer smo s pomočjo informatorjev šli pravzaprav od hiše do hiše in ugotovili, kakšna je socialna, etnična struktura posameznih gospodinjstev. In s pomočjo te statistike smo ugotovili, da je pač delež Slovencev, ki je bil praktično še vedno 100% leta 65, ne, se pravi v tej industrijski fazi, danes se zmanjša, ampak zaradi dveh motivov. Ne. Prvi motiv je priliv, ne, se pravi razvodeni, da se imamo nove prebivalce, ki so se uveljavili, tako da v večini krajev gremo tja do približno 35% ne, priseljencev iz mesta italijanske narodnosti. In potem imamo povečan, kar je zelo zanimivo, povečan delež mešanih gospodinjstev, se pravi slovensko-italijanskih, pretežno gospodinjstev, ki so tudi najmlajša gospodinjstva. To je zelo interesantno in se v teh gospodinjstvih, kot sem rekel, 15% sem povedal, ne, se pravi, se je ta povečal, ta delež na 15% približno, nekaj več, nekaj manj, jasno, oddaljenost od mesta vpliva na to, ne, se pravi, tisti kraji, ki so mestu najbližji, so tudi večji ponavadi, imajo večji delež, tako priseljencev kot mešanih gospodinjstev, potem ko so najbolj periferni kraji, najbolj odročni tisti, ki so še najbolj ohranili tradicionalno strukturo, v tem smislu etničnem, ne socialnem, seveda. No, in če govorimo, če se povrne na te mešane zakone, mešana gospodinjstva, ki se mi zdi izredno pomemben pokazatelj tega procesa, postopnega procesa integracije tega prebivalstva, ki se priseljuje. Namreč v tem kontekstu smo ugotovili empirično s pomočjo informatorjev, da je okrog 60% članov teh mešanih gospodinjstev se prepoznava v slovenskem ambientu, v slovenskem jeziku in slovenski kulturi. In seveda je to tudi tista, če potem to primerjamo z vpisi v slovenske šole, tudi na podeželju, vidimo, da so ta gospodinjstva tudi najmlajša in tista, ki pravzaprav dajejo svoje otroke pretežno v slovenske šole tudi. Se pravi, tudi na podeželju se je struktura vpisanih v te šole izredno spremenila in je večina učencev, ki obiskuje šole na podeželju, so učenci iz mešanih gospodinjstv danes. To pomeni, da imamo en proces integracije in to se mi zdi zelo pomembno za bodočnost. Se pravi, ne bi rad bil pesimist, nas je manj očitno, ker tudi imamo močno emigracijo, to je tudi drugi faktor zmanjševanja deleža slovenskega prebivalstva na podeželju je emigracija, ki je konstantna, pasite, to ni nekaj novega. Iz podeželskih krajev so se ljudje izseljevali stalno, pretežno v mesta. Mesta so bile vedno kot neke črne luknje, ki so absorbirala energijo iz okolja in seveda to energijo prekvasila v večinsko okolje, se pravi v tržaški ambient, tržaško-italijanski ambient. Medtem ko imamo danes emigracijo, ki ni več toliko usmerjena proti mestnemu okolju, ampak pretežno v evropski prostor, kot skoraj vse družine, gospodinjstva na podeželju imajo verjetno kakšnega člana mlajšega, ki je se izselil, ne bi rekel s trebuhom za kruhom, ker ni več taka situacija, ampak v iskanju boljših življenjskih pogojev, to so pretežno visoko izobraženi kadri, ki so našli boljše pogoje za zaposlitve drugje po Evropi. Pač imamo združeno Evropo in to je tudi čisto normalen proces, konec koncev. Ampak po mojem ta dejavnik integracije je nekaj, kar gre izpostaviti in seveda zahteva od nas, da malo drugače pristopimo k vsemu temu. Se pravi, moramo začeti razvijati neke druge politike, ki grobo rečeno asimilacijske, ampak ne bi smel tega reči, ampak v nekem smislu zadrževanja
tistih v tem okolju, ki so zainteresirani za slovensko kulturo, slovenski jezik in koncev vidijo v tem življenju na podeželju tudi neko dodano vrednost. Ne? Ni samo neka banalna urbanizacija, po mojem, ampak tudi neko iskanje nekega v modernem, bi rekel, bolj trajnostnega načina življenja in tudi nekega kulturnega substrata, ki ga drugje nimaš. In neslučajno se na podeželju tudi revitalizira, ne? Določene aktivnosti, kmetijske in tako naprej. Mogoče sem bil predolg, se opravičujem. Samo se žgalil samo moje vprašanje, ni problema. Tako da bomo kar prišli, glede na to, da je pogovor že nanesel na ta fenomen mešanih družin in neslovenskih družin, oziroma mešanih gospodinstev, ki se mi zdi zelo zanimiv. Zanimiv se mi zdi ta podatek, ki je tudi malo dokaz, da topos, torej kraj, tudi vpliva na etnos tudi, torej na prebivalce in dejstvo, da se mešane družine, ki se preselijo na slovensko podeželje oziroma nekoč povsem slovensko podeželje, da se potem prištevajo za Slovence, je verjetno zanimiv podatek, ki ga mislim tudi večina med nami ni poznala. Tako da bi najprej vprašala morda gospodo Brilo, ki je več desetletij delala v slovenskih šolah in torej dobro pozna naše slovenske šole. Najprej, v kolikšni meri ocenjuje, da je šola pripravljena na sprejemanje teh otrok in tako njo kot Gabrovca, pa tudi to, če se mi zdi, da se kot skupnost dovolj ukvarjamo s temi otroci in njihovimi družinami. Ja, dober večer, tudi z moje strani. Ja, tako bi rekla, da šola se pripravlja bolj nekako nesistematično, ker je napaka, izvorna napaka prav v ustroju. Ker slovenska šola v našem prostoru nastane ob koncu 18. stoletja prav z namenom, da vzgaja in narodno osvešča slovensko narodno skupnost tukaj. In to je velja ves čas do fašističnega mrka in po ponovni nastavitvi slovenskega šolskega sistema po letu 1945 ima isto poslanstvo. Ne? Še ustanovni zakon iz leta 1961, ko Italija prizna status slovenskih šol, v premisi pravi, da so namenjene slovenskim otrokom. In to je veljalo veliko časa, kajti kot profesor Milan Buffon ugotavlja, je to stanje dokaj, narodnostno, etnično stanje dokaj homogeno tam do začetka 80-ih let, ko se začne ta podoba slovenskih otrok v razredih precej spreminjati iz družbenega in jezikovnega vidika. Ne samo v šolah slovenskih učnih jezikov, tudi v italijanskih šolah se doživljajo premiki zaradi čedalje večjih migracijskih tokov, ampak ker šola slovenskim učnim jezikom je enačica italijanski šoli z dodatkom, kako bi rekla, italijanskega jezika in geografije in zgodovine s specifiko na narodni izvor, ne beleži teh sprememb kot jih italijanski sistem, kajti italijanski sistem se pripravlja na te migracijske tokove z strukturnimi spremembami. Na tistih šolah, kjer je veliko otrok, ki ne obvlada italijanščine, uvaja neke korekture, orodja, torej dodatna sredstva, dodatne kadrovske figure, ki jih slovenska šola nima, kajti otroci, ki prihajajo iz italijanskega okolja, iz mešanih družin, kjer se prevalentno uporablja italijanski jezik, niso smatrani kot tujci.
In zato teh korektur in teh dodatnih finančnih resursov, pa tudi kadrovskih profilov ne more koristiti. In je ujet ta sistem. To je sistemska struktura, ki ima to izvorno, ne bi rekla napako, ampak danost. No. Potem je tudi izobraževanje. Priprava šolnikov je bila taka, da pač poučujejo v narodnostno homogenem okolju. In kjer je prvi jezik slovenščina in jezik okolja italijanščina in je narodnostna struktura ni pod vprašajem. Sedaj, če dalje bolj nastaja potreba, včasih je bila tabu tema govoriti o metodologiji poučevanja slovenskega jezika kot tujega jezika, ker se je temu dajalo neko vrednostno oznako, ne tehnično oznako. In je bila reakcija bodisi v vodstveni strukturi, kot tudi pri šolnikih dokaj tako odklanjajoča, ker se je izgledalo pač, da nazadujemo, da se odpovedujemo našemu bistvu. Počasi se, morda prepočasi, se prihaja v zavest, da je to pač neka metodološka izbira, kjer po načelih sodobne glotodidaktike vstopa tak metodološki pristop, kjer preko izkustva se učiš jezika. In to po celi starostni vertikali, od vrtca pa do višje srednje šole. To se pravi, da tudi profesor matematike, fizike ali pa zgodovine mora ob poučevanju vsebin imeti torej stalno pozornost tudi pri pristopu do jezika. In to na različnih nivojih. Premalo se uvaja to metodo, čeprav Slori je v zadnjih letih sprožil taka izobraževanja med šolniki. Vem, da tudi Slovenija je na nekaterih šolah, ki so zlasti izpostavljene, uvedla figuro jezikovnega asistenta, ampak to je absolutno premalo. Mislim, da del naše manjšinske jezikovne strategije bi morala prav sloneti o tem, da se podpre šolo, potem tudi vse strukture, ki so šoli ob strani, torej obšolske dejavnosti, od športa do dijaških domov, do vseh tistih društev, ki ponujajo in stopajo v stik s šolo, zato da se to izkustveno znanje čim bolj znanje jezika čim bolj ojači. Zelo potrebno bi bilo dobiti neko sinergijo tudi z Slovenijo, da bi se sistemsko upeljalo to jezikovno kopel jezika, da bi otroci sistemsko nekje od 3. razreda osnovne šole pa do višje, vsaj po en teden letno doživljali jezik neposredno v Sloveniji, tako da se ga zavedajo v vseh jezikovnih položajih. Mislim, na tem področju, specifično šolskem področju, se da marsikaj še napraviti. Ksenija je povedala vse, ne? Zdaj, če je že spregovoril kar na dolgo Milko, potem meni bi ostali zaključki lahko. Mimo heca, danes, oziroma knjigo sem dobil v roke že pred nekaj meseci, ko sva se z Bufonom dobila v kavarni na Brežini in mi je nekako napovedoval, da ko bo nekega dne, morda konec pandemije, se bo začelo s temi predstavitvami, morda neka prva po radiju ali na televiziji in potem na Brežini, takoj zatem. So nas prehitele Barkolje in verjetno je tudi prav tako, tudi zaradi časa. Danes, ko sem znova vzel v roke knjigo in pregledoval razpredelnice in zaključke, ker v tej knjigi je verjetno dovolj, da prebereš začetek, zaključke in nekaj razpredelnic. Potem ves srednji glavni del pa je prepojen s podatki, ki so zelo partikularni, o raznih vaseh, o raznih obdobjih, tako da vsak potem lahko dobi nekaj posebnega zase, vendar bistvo je, da res v tistih 20-30 straneh, ki povzemejo to, kar je že marsikdo definiral, dramatična, kruta realnost,
In ko sem mislil na to realnost, mi je prišla prispodoba, ne vem, če kdo izmed vas videl, mora tisti, ki imajo otroke, majhne ali pa vnuke, film Zvir, Lepotica in zvir, La Bella e la Bestia, krasen grad, ki ga naseljujejo domišljijska bitja, predvsem pa ta zvir, pošast, ki je bila nekoč veliko prej je bil nek krasen lep princ, ki se je spremenil pošast, ne bom obnavljal filma. Zanimivo pa, da v tem gradu ne smejo obstajati ogledala, ker pošast se noče pogledati, noče realnosti, noče pogledati v to, kar je dejstvo, kar so dejanja, kar je resničnost. In tako imam vtis, da naša skupnost v vseh teh letih in tudi s to knjigo in z vsemi študijami, ki jih je pripravil Slori ali drugi raziskovalci v vseh minulih letih, vse te študije nam govorijo o nekih skupnosti, ki se je spremenila, ki se še spreminja, o nekih jasnih težavah, o nekih smernicah, ki jih ne moremo zaustaviti, nakazuje tudi nekatere možne ukrepe in načine, kako bi lahko vsaj zajezili določene tokove ali pa preusmerjali. Potem pa na nivoju med narekovaji politike ali tistega sektorja, ki naj bi potem sprejemal neke odločitve in upošteval te podatke in nakazoval rešitve, vsega tega ne upoštevamo. Ne gledamo ogledala, nočemo ogledala, delamo kot da ogledala ne bi obstajali in živimo v tem našem pravljičnem gradu. Še bolj kot politik, kot oče treh otrok, pa že dalj časa, vsaj 15 let, odkar imam otroke, ženo pa, ki itak poučuje, ki je vpeta v društva, v raziskovanje, v svet dejansko, ki je dejansko danes resničen svet, predvsem ki štarta iz otrok in iz družinskega življenja. Mi jasno vsak dan skoraj me nagovarja vedno s temi problemi. Sofija, recimo, ki obiskuje danes prvi razred osnovne šole, je dejansko rojena leta 2014, je dejansko ena zadnjih tistih razredov, ki so razmerno številčni. Govorimo vedno o zelo majhnih razredih. Od danes dalje, recimo od nekaj let nazaj dalje, pa se je začel tisti strm padec, ki še ni pokazal vse dramatičnosti, ki nas čaka. Edina svetla točka torej, v vseh teh podatkih, ki kažejo, kako se je svet spremenil od leta 1910 na 1965, predvsem pa do 2015, in nek prijatelj mi je rekel, še dobro, da ne upoštevamo podatkov 2015-2021, in vključno z zadnjim letom pandemije, ki je na novo tudi ne samo zdesetkal recimo določene segmente družbe, ampak spremenil tudi naše navade in našo družbeno udejstvovanje, vse to, kar nas je karakteriziralo tudi kot skupnost, ki je bila sorazmerno bolj aktivna od italijanskega dela skupnosti. Vse te spremembe nam kažejo dejansko situacijo, ki se ji ne moramo več izogniti na noben način. Edina svetla točka, torej družine, ki so se zmanjšale, narodna razmerja, ki so se spremenile, občina Devina Brežina, recimo leta 65, skoraj za polovico, slovenska občina, sploh je verjetno leta 1910 skoraj popolnoma slovenska. Leta 2015 za 1/4 slovenska občina, v 50 letih, da je strm padec, od 4000-5000 prebivalcev Slovencev na 2000 in nekaj. In dodatno padanje danes. Družine, ki so bile 4-5 članske srednje pred 50 leti in danes 2-3 članske v srednjih številkah. Skratka, eni podatki, od katerih edina svetla točka, torej ta, ki smo jo že izpostavili, nove družine, mlajše družine, mešane družine, popolnoma italijanske družine ali bivše slovenske, če upoštevamo, da so otroci staršev, ki so imeli recimo starša ali vsaj enega od staršev, ki so bili Slovenci. Se pravi preskok ene generacije, narodni preskok ene generacije, ki se potem vrne kot povezovanje res tega, da
da prihajajo res v vas, prihajajo na podeželje, ampak nočejo ostati zaklenjeni v lastnih hišah, za lastnimi 4 zidovi, se hočejo vključiti v stvar, v vas, hočejo obiskovati osmice, lokale, tudi društva, naša športna društva, naše šole, ker bi imeli nek narodni naboj, da bi spreminjali ali si smrtno želeli, da njihovi otroci postanejo Slovenci, govorijo slovensko. Jaz mislim predvsem zato, ker hočejo biti vključeni v nek prostor, ki ima neko identiteto, ki diha neko identiteto. Povezovanje torej med etnosom in toposom kot neka dodana vrednost. Gre za predvsem, je povedano v raziskavi, mlajše družine, so razmerno srednje visoko izobražene, z finančnega vidika nekoliko boljše stoječe, se pravi neka med narekovaji elita, ki je občutljiva do posebnosti teritorija, prostora, do zanimivosti nekega prostora in tudi z tega vidika cenijo in hočejo razvijati in spoznavati to, kar so lahko bile korenine prejšnje ali predzadnje generacije. Zaradi tega negativna plat tega se kaže seveda v šolah, kjer je polovica razredov in v marsikje tudi več že italijansko govorečih otrok oziroma italijansko govorečih družin. V nekaterih primerih ti otroci, kot je bilo povedano, se ne naučijo tako hitro in tako dobro slovenščine. Nastrada seveda razred kot skupnost, velike težave imajo seveda učitelji, učiteljice, profesori, profesorce. Občutek torej neke nepripravljenosti na neko situacijo in frustracija tudi, ker se zavedamo neke težave, ampak jo ne rešujemo, jo ne poskušamo niti reševati. Toliko da moja žena že večkrat me je vprašala, ima ta manjšina, ne? Ker včasih potem mi govori, vi politiki, vi, ki imate denar, ne? Prihaja 10 milijonov, ti famoznih 10 milijonov evrov letno. Ne bi nekaj vlagali, res, da šola je državna ustanova in bi bilo poklicano ministrstvo in vsi italijanski davkoplačevalci, da to financirajo, ampak ker je za nas tako pomembno, ne bi iz manjšinskih skladov, iz manjšinskih programov dodatno z naših fondov financirali recimo to, kar je bilo izpostavljeno, dodaten učni kader, dodatni tečaji, ne samo za otroke, recimo da nadoknadijo določene jezikovne vrzeli, ampak tudi za veliko več pozornosti, da bi namenjali vsem tem staršem, tem družinam, ki prihajajo iz italijanskega okolja, ki se hočejo približati in morda, ko bi jim ponujali nekaj več inštrumentov, v tej smeri bi verjetno marsikaj tudi dobili. Se ne bi samo jokali, da je slaba raven jezika v razredih, se ne bi jokali, da smo prisiljeni na roditeljskih sestankih prevajati ali slišati dvojezične seje, da na proslavah so proslave dejansko, predvsem kjer so otroci, tudi v nekaterih športnih društvih, skoraj že proslave in pobude, skoraj že popolnoma dvojezične. Ne bi imeli tega občutka, da se pobenečanimo ali pokorošimo, ampak bi imeli občutek, da neki objektivni situaciji smo na nek način kos. Da znamo reagirati in da smo sposobni reagirati na neke danosti, ki jih ne moramo spreminjati. Mi teh številk in teh trendov za nazaj ne moramo spreminjati. Lahko pa se odločimo, da nekaj ukrenemo za naprej in sredstvi, ki jih imamo na razpolago, dejansko skušamo ponujati neke rešitve. Tudi v tem primeru lahko kričimo na državo, ker država tega ne dela in da je premalo pozornosti, ampak v pričakovanju, da se zgane država ali da se ustvarijo boljši pogoji, morda bi lahko sami nekaj storili. Dan primer recimo v Benečiji, dokler nismo prišli do zelo pozno do podržavljene dvojezične šole v Špetru, smo imeli veliko, dolgo let prej, popolnoma privatno, zasebno dvojezično šolo. Ko bi se takrat verjetno ne odločili za privatno zasebno šolo, bi tudi kasneje, leta 2001, ne dobili neko podržavljeno šolo. Tako da tak primer, recimo, ko smo naredili nekaj, do katerega bi morali imeti pravico po drugih poteh, smo se znašli, tako kot smo uspeli
jaz mislim, da bi lahko bil ta pristop zanimiv in morda vreden vsaj obravnavanja v tej fazi. Nekaj malega je, seveda, društva prirejajo tečaje slovenščine za Italijane, marsikatera šola se veliko trudi, marsikateri profesor veliko daje od sebe, ampak ni neke sistematičnosti, ki bi lahko ta trend spremenila iz težave v priložnost. Ker dejansko edini način, da ohranimo šole danes je s tisto polovico in vedno več kot polovico otrok iz italijanskih zakonov. Edini način, da verjetno ohranjamo še koliko toliko zanimivo skupnost in živahno in tudi inovativno skupnost je, da se udeležimo tudi ljudi, ki prihajajo iz ekstra slovenskih ambientov. Zaključim s tem samo kot znova neka prispodoba oziroma en osebni element. Mauhinje so bile po vojni do konca druge svetovne vojne popolnoma slovenska vas. Moja mama je bila prva Italijanka, ki je prišla v vas. Spominjajo me, kako so hodile ženice k moji noni, izražali so žalje, kakšna nesreča, si izgubila moža in še Italijanka ti je prišla zdaj v hišo. Ne? Se je tako razvilo, da njeni otroci so obiskovali vsi slovenske šole in so dejansko ostali Slovenci, marsikatera pa od teh, ki so izražali sožalje, imela potem hčerko, ki je položila finančnika, karabinjerja in tako dalje in so tiste generacije potem nekdanjih Slovencev, ki samo v nekaterih primerih se vračajo s preskokom ene generacije. Ja, Igor Gabrovic je odprl tudi že vprašanje, se mi zdi, manjšinskega zastopstva, ne, kdo naj bi vse to udejanil. Verjetno sta krovni organizaciji, si predstavljam, ima ta možnost, da vplivata kaj na to porazdelitev denarja. Si predstavljam pa, da ni tako lahko dobiti soglasje znotraj manjšine glede tega, če bi recimo sprejeli Gabrovčev predlog in da bi en del tega javnega denarja recimo dali v financiranje dodatnega jezikovnega pouka v šolah. Kaj se vam zdi? Ja, samo uskočen, samo en trenut. Po mojem pozabljamo tudi nekaj zelo pomembnega. Za multikulturnost mora skrbeti predvsem večinsko državno okolje. Niso manjšine tiste, ki morajo poskrbeti za to, da se multikulturnost ohranja. Manjšine so zainteresirane za to, da se njihova jezik in kultura ohranjajo, povečuje po možnosti oziroma širi v družbenem okolju. To je, mislim, primarna kritika leti na italijanske oblasti, ki se na Tržaškem, kljub temu, da priznavajo v letu 2001 slovensko manjšino, ne storijo veliko ali nič za to, da se to okolje v svoji multikulturni razsežnosti tudi uveljavlja v evropskem kontekstu. Ker to je en tipičen evropski prostor, kjer se srečuje različne kulture, različne jezike. Takih okolij imamo v Evropi, kolikor hočete. Povsod se taka okolja še spodbujajo. Samo pri nas je to še vedno stvar, bi rekel, preteklega, preživelega nacionalizma. Ni manjšina tista, ki mora skrbeti za multikulturnost. Ja, dejansko recimo, da dvojezičnost sloni vse na ramenih manjšine. Dejansko je tako, če pogledamo tržaško okolje, toponomastika, napisi nas ne nagovarjajo v slovenščini, to je že prvi zelo otipljiv pokazatelj, v kateri situaciji smo. Ja, Igor je nakazal vprašanja in dobro ve, da smo se o tem tudi pogovarjali na nivoju krovnih organizacij in s civilno družbo. In smo to postavili tudi kot eden od bistvenih področji narodne konference, tista, ki bi morala spreminjati bodisi norme, zakone na deželni ravni, kot tudi strategijo manjšine. Mislim, da
je že skrajni čas, ne, ker ne smemo reči, da je prepozno, ker ni nikoli prepozno, dokler smo tukaj, da naredimo neko resno jezikovno strategijo na 360 stopinj, ki obravnava bodisi status jezika, to se pravi ustvarjanje norm, njihovo izvajanje in tudi odnos z institucijami, da se to stalno implementira. Korpus jezika, da se ga stalno prilagaja, da je slovenščina vedno aktualna, tudi kar se tiče vseh raznih terminov, ki nastajajo v tujem okolju, in da se tudi ugled slovenskega jezika v javnosti pojavlja v pravilni obliki in zadosti pojavnosti. Da se podpira rabo jezika na individualni ravni, v javnosti in tudi v gospodarstvu, predvsem v našem gospodarstvu. In predvsem pri usvajanju jezika, bodisi kot prvi jezik in bodisi kot drugi jezik. Prvi jezik z vsem suportom, ki sem ga prej omenjala, pri pouku, pri podpori, recimo pri spremljanju šol slovenskih učnih s slovenskim učnim jezikom. In kot tu jezik pri pridobivanju novih govorcev. Tukaj bistvo je, da razumemo koncept, ki ga je večkrat na raznih forumih, pa tudi v delih Slorija, predsednica Slorija izpostavila manjšino kot koncentrične kroge, ne? Po tem modelu Menda Kihl je bil, ne? Kjer je jedro slovensko bistvo, ne, tiste narodno zavedno, ne, potem je tisti srednji sloj, kjer še uporablja slovenščino, ampak dosti bolj fleksibilno, ampak se čuti del slovenskega narodnega prostora, in potem je tisti zunanji del, kjer je treba naša intervencijska strategija, ne, kjer vpisujejo slovensko šolo, stopajo v slovenska društva, pojejo v slovenskih zborih, se tudi lahko čutijo in zdaj je odvisno od nas, če bo ta centripetalna sila potegnila noter ali pa jih bo oddalila. Zdaj, zato je treba neko strategijo pridobivanja novih govorcev, spet po celi starostni vertikali, od jasli. Mi vemo, da občina v vseh teh časih se nadaljuje ta, kako bi rekla, nacionalistični pristop, ki ga je imela mestna oblast še pod staro Avstrijo, ne, ko so naši predniki morali privatno ustanoviti Ciril-Metodovo šolo v jedru mesta, ker ga mestna oblast ni dovolila, tako je tudi z jaslimi, ne. Imamo 28 mest za celo tržaško pokrajino, imamo privatne jasli, ampak recimo pred leti so se ustanovile italijanske jasli, ki je na Proseku. To je po mojem pogledu čista, kako bi se rekla, asimilacijska strategija. Mi bi morali po vzoru, recimo, špetrske šole razširiti to mrežo slovenskih jasli. Moram reči, da naši ljudje se znajdejo, tiste družine iz tistega zavednega jedra birajo pot v jasli v Sloveniji, recimo. Potem bi morali utrditi, recimo, preko naših društev in vseh ustanov neko politiko pridobivanja, ne, novih članov Slovenske narodne skupnosti, ampak pri tem biti tako pazljivi, da ne zgubi naš jezik in niti naša narodna esenca. Da se to, kako bi rekla, da so te pozitivne kontaminacije, ki ne gredo na škodo narodnostne strukture. In potem zelo pomembno dejstvo, po mojem, bi bilo dejansko strukturirati neke kakovostne tečaje za odrasle, ki jih je veliko, Slori jih je popisal, ne, ampak so nekako bolj
nastajajo na osnovi posamezne pobude društva, nekih prostorov, nekih okolij, ne? Ni to povezano. Mislim, da bi Slovenija, če ne bi bila tako centristično zaverovana, bolj promovirala svoj jezik, nekako tako kot jo Italija preko svojih ustanov Dante Alighieri ali pa Španija z ustanovo Cervantes, imajo primer krasne prakse poučevanja slovenščine kot tujega jezika, je ustanova, univerzitetna ustanova, ki to dela z fenomenalno prakso. Če bi to širila po zamejskem prostoru, pa tudi v izseljeništvu, če bi v Trstu naredila en tak center in promovirala bodisi izobraževanje, na ravni izobraževanja tistih, ki poučujejo, bodisi, da bi samo ustanavljala neke tečaje, kjer se potem pripelje do priznanja tudi znanja slovenščine, ne, po tej evropski kategorizaciji, ki je potem tudi uporabno na zaposlitveni ravni, v gospodarstvu, v kulturi in sploh pri osebnostni rasti, ne. Torej, možnosti za razvoj strateškega načrta je veliko, potreba je postaviti zelo operativne cilje in prednostne ukrepe in pri tem biti čim bolj, kako bi se rekla, pragmatični in skladni. Hvala. Nisem govoril za zastopstvo. Pa to bo tema enega druge debate. Milan Buffon v knjigi ne govori o zastopstvu. Zato pa v knjigi pa vi omenjate, in tudi zdaj ste že omenili, ta narodnostni apartheid, ki vlada v Trstu, oziroma izražate eno zelo jasno kritiko do mestnih oblasti v Trstu, ki še vedno ne priznavajo primerne vloge slovenskemu delu mesta in temu večkulturni podobi. Zato me je zanimalo, če Dobrila in Gabrovec tudi delite podobno mnenje, če tudi vama se zdi, da je ta odnos občine Trst še vedno tako kritičen do slovenske skupnosti, oziroma če opažate določene premike in če se vama tudi zdi, da sami kot skupnost dovolj zahtevamo, recimo omenili se to ponomastiko, ampak recimo ravno na primeru vidne dvojezičnosti, če smo dovolj odločni pri svojih zahtevah. Ja, o apartheidu večkrat govori, ali vse je govoril samo Pahor, predvsem ko se je nanašal na zaščitni zakon in izpostavljal določene šibkosti, da zakon ni imponiral recimo neke vidne in absolutne in dosledne dvojezičnosti na območju, kjer smo priznani in živimo vsaj 12, 14, 15 stoletij, se pravi tudi v celotni občini Trst, ampak je dovoljeval, da politiki v različnih fazah posamezne občine, potem skozi paritetni odbor, skozi odlok predsednika deželne vlade in tako dalje, da določajo, kje smo prisotni, kje smo zaščiteni in na kateri način tudi. Toliko, da so določena pravila, ki veljajo v Bazovici, občinah in verjetno tudi v Barkuljah, če se ne motim, ne veljajo pa na trgu, na velikem trgu pred županstvom. Tudi glede plakatov in javnih sporočil in vsega tega. Vprašanje je, kaj lahko pričakujemo od mestnih oblasti, od italijanskih, od potencialno in tradicionalno tudi nenaklonjenih in kaj lahko naredimo sami. Tako da čisto samokritično lahko rečem, da nismo bili vedno v opoziciji v občini Trst. Lahko zahtevamo od župana Di Piazze marsikaj in od njegovih predhodnikov, ampak so bili tudi časi, ko smo imeli predsednika občinskega sveta Slovenca, mislim samo enkrat, se je pa zgodilo in v tistih 5 letih morda smo zamudili priložnost, da bi prepričali kolege oziroma z eno zadostno večino tudi, da bi uveljavili to pravico, vsaj v meri, kot velja v občinskem svetu v Gorici. In marsikje se to dogaja, izpostavljanje slovenskih simbolov, zastave, jaz morda, kdo izmed vas je bral znova v minulih tednih
za praznik 2. junija na pročelju županstva v Nabrežini ni bila izpostavljena slovenska zastava. Čeprav v statutu piše, da ko zaseda občinski svet in ko so posebni priznani državni prazniki, da plapolja tudi simbol zastava slovenske jezikovne skupnosti. Slovenska jezikovna skupnost formalno ni nikjer zapisala, da njen simbol, da njena zastava je v tem primeru, v tem trenutku zastava Republike Slovenije in se lahko županja danes obeša, Danijela Palota se lahko obeša na to nedorečenost, nedoslednost. In istočasno me spominja pa, da ko je bil njen predhodnik slovensko govoreči župan Vladimir Kukanja, glih tako ni plapoljala dosledno in vedno slovenska zastava na pročelju. Tako da jaz seveda se lahko izmažem, da sem svetovalec danes, svetnik danes in nisem bil takrat. Ampak so določena dejstva, da včasih določene priložnosti in vlake jih sami zamudimo in potem pa zahtevamo, da se ustavijo, ko jih vodijo drugi. Nasplošno klima, tako v deželnem svetu, kot jaz mislim tudi na nivoju Tržaške in Goriške občine, se je bistveno spremenila. Ne vem, če smo se izboljšali mi, če so se izboljšale razmer v svetu, če je za to zasluga demokratizacije Slovenije, padca meja, nastajanja Evropske unije, če je to zasluga prehajanja generacij, se pravi tudi vojnih generacij, ki so bile dosti bolj zagrizene tudi v mednarodnih oziroma medjezikovnih, medskupnostnih sporih. Verjetno je marsikateri faktor. Kdor je poznal Romolja, pokojnega Romolja, bivšega župana Gorice, pred 20-30 leti je znal povedati, da je bil zelo protislovenski in na koncu pa pred smrtjo v zadnjih letih političnega udejstvovanja je bil bistveno manj slovenski, če ne celo naklonjen Manliju Čekovini, o katerem je moja žena znova. Imam to nesrečo, da včasih se tudi pogovarjam s svojo ženo in mi govori tudi o teh stvareh. Recimo je predavala na nekem posvetu o Manliju Čekoviniju. So si predstavljali, da ne bo slušateljev, medtem ko mi pravi, da je bilo 80 slušateljev, vsi framazoni seveda, ker je bil Manliju Čekovini framazon. Tudi Manliju Čekovini, recimo v starih letih, v zadnjih letih pred smrtjo, je spremenil svoje mnenje, svoj odnos in svoj pristop. Morda zaradi prijateljevanja in dopisovanja z Alojzom Rebuljem, morda zato, ker je dozorel drugače. Sam Roberto Di Piazza vedel povedati, da je imel včasih doprsni kip Mussolinija v neki pisarni, ne vem, če na županstvu v Miljah ali v zasebni v podjetju, ker je pač v lastnem podjetju, v trgovini. Ampak tako pravijo, ne? In verjetno tudi Di Piazza se je spremenil, ker danes se drugače obnaša. V moji občini Massimo Ormita, sama Danijela Palota, marsikateri desničar, ki pred 20 leti je bil zelo ostro zagrizen, tudi v pokrajinskem svetu v Trstu, so danes na nivoju, da se prevajajo, ne uspejo recimo dodajati zastavo, ko jim to noben ne imponira, ampak tudi noben ne prepove. Ampak prevajajo nastope, se skušajo učiti slovenščine, se skušajo približati, skušajo ne nastopati kot protislovenski in jaz verjamem tudi, da ne glede na to, kaj potem rečemo v volilnih kampanjah, ampak verjamem, da res niso tako zagrizeni antislovenci kot so danes. Tako da razmere z tega vidika so se spremenile in odraz tega verjetno je tudi to, da če pred nekaj desetletji je bilo težko dobiti popolnoma italijansko družino ali mešan zakon, ki se je odločil za vpisovanje otrok v slovensko šolo, oziroma se je to dogajalo bistveno težje. Potem včasih je bilo odvisno od kateri od dveh partnerjev je bil Slovenc in koliko je bil težek v družinskem odnosu. Ponavadi, če je bil mož Italijan, otrok je šel v italijansko šolo in pika. Tudi to se je spremenilo in verjetno je kar nekaj faktorov, ki je privedlo do tega. Jaz mislim, da mi moramo izkoristiti prav to boljšo klimo, tudi z tega vidika, naklonjenost do slovenščine, do Slovencev, do Republike Slovenije. Tudi to, da je Slovenija percepirana kot lepa, zdrava in uspešna država, kar vemo, da tudi je. Verjetno tudi to je bistveno pripomoglo k temu, da je imidž slovenščine bistveno dvignjen. Še vedno so dobi Tržačane, ki rečejo, da so bili v Ljubljani, ma che negozi che ga Ljubljana.
Z razliko ampak od tega, da pred nekaj desetletji je veljal rek, da in jugonova do farnjake benzina. Tako da se stvari spreminjajo, so se spremenile in jaz mislim, da moramo upoštevati to, tudi ko načrtujemo za naprej. Je pa res tudi, da tudi v prijateljih je včasih percepirano to naše imponiranje, zahtevanje, insistiranje na dvojezičnosti, na dvojezičnih stanokazih, na prevajanjih kot nek kapric. Tudi obiskovanje slovenskih šol včasih razumejo kot obiskovanje nekega tečaja slovenskega jezika in se ne zavedajo, da otroka postavljajo, pa ker šole so bile ustanovljene, so nastale za to, postavljajo v neko slovensko okolje in potencialno ustvarjajo nekega bodočega slovenskega člana, s tem, da ob šoli potem frekventira tudi slovenska društva, ekipe in delavnice in skavte in tabornike. Mislim, da vse to moramo verjetno se potruditi, da razlagamo tudi Italijanom, ki se nam približujejo, da je pomembno, da je jezik enakopravno obravnavan, enakopravno prisoten z psihološkega vidika in tudi z vsebinskega vidika. Jaz zaključim tudi v deželnem svetu, ko interveniram, ko se trudim, da interveniram v slovenskem jeziku, ker imam simultano prevajanje. Vem, da tudi ne samo nasprotniki, ampak tudi zavezniki, tudi člani moje iste skupine, de novo, ko sta Sloven, in izgubijo 5 minut vedno znova, da si dajo slušalke, da iščejo kanal, da dvigajo, no funkciona, ker niso dvigali jakosti zvoka. Tako da je vedno ta občutek antipatičnosti, ne? In ni, kot me enkrat spomenil Rudi Pavšič, ne? Niso vsi pripravljeni, da se kregajo, ne? Niso vsi samo pahor, ni vsem prijetno se kregati s policistom, s poštnim uradnikom, z uradnikom na matičnem uradu, niso vsi heroji in niso vsi barufanti. Tako da če stvari lahko dosegamo in imamo brez kreganja in brez zahtevanja, je bistveno lažje, ampak da se to zgodi, mora biti nek premik, ki zahteva nek čas. Verjetno ta čas, ki ga živimo, je bolj dovzeten in bolj primeren, da to dosegamo. Dejansko družbena klima ni več tako izostrena kot v preteklosti in tudi Slovenec je izgubil tisto konotativnost, kaj zvem, ki je bila pred vojno, najprej narod hlapcev in dekel, ne, in potem po letu 45, tako. In ko so bile pač ideološke razlike velike, Slovenija stopajo v Evropo, kako bi rekla, Slovenija postala privlačna turistična destinacija, to je zelo potegalo, recimo, visok ugled države ali pa kot tudi visoko razvita tehnološka država, center umetne inteligence in tako naprej. Po drugi strani imamo še take zametke, kako bi se rekla, nacionalizma, ko smo videli zdaj v občinskih vrtcih slovenskim učnim jezikom, prav po nalogu odbornice, ki vemo, kam spada, vse gradivo, to se pravi vsaka slikanica, vsaka ponudba glasbene matice, vsaka zadeva mora biti prevedena v italijanščino, kar je pravi absurd. Vsa sporočila staršem, na oglasni deski, vzgojna ponudba, tudi karkoli, no, je v italijanščini. To je neskladno z zaščitnim zakonom in z zdravo pametjo. In smo nekje še v obdobju, kaj bi rekla, reforme gentile, če tako gledamo. In preboj je še zelo težek. Preboj je zelo težek tudi, če odpremo recimo spletno stran, tudi celotno področje informatiziranja nas je potegnil neko nazadovanje, ne. Pridemo do neke točke, ko sistem suportira šumnike in potem se spet nekaj sistemu zalomi in spet izginejo in smo kot Don Kihoti vedno s temi mlini na veter in niso vsi militantni Slovenci, to je zelo težko biti
ko bi rekla, še sama se nisem spomnila zahtevati dvojezično potrdilo o cepljenju, ne, in ko me je kolega povedal, da je, sem si hotela nohte pojesti, ne. Res je težko biti... Ja, je v angleščini, ampak imaš tudi v slovenščini, če se postaviš, neki rabi, ko greš čez mejo, bi rekla, ne, poleg dostojanstva jezika. Dejansko pri vsakodnevnem življenju je to zelo, zelo težko in župan res se je spremenil, ampak vsi okrog njega, če smo videli eno fotografijo danes na Primorskem dnevniku, ne vem, če ste jo, tista lepa družba, ne, Brandi, poglejte si jo, no, bi rekla, da tudi ne. In če je odgovor, da pač, če smo mi del tega mesta, zakaj mesto ne odzvanja tega dela? Zakaj ni napisan na rojstni hiši Žige Zoisa? Zakaj ni na Velikem trgu napis, da je bila tam prva čitalnica in tako dalje, ne? To naše mesto nas ne nagovarja. Dokler nas ne bo, se ne bomo počutili doma, kako bi rekla, prav na svojem mestu. Ja, počasi mislim, da lahko se približujemo koncu, ker govorimo že uro in 15 minut. Tako da, če bi morda kakšno vprašanje med publiko, če bi kdo rad kaj vprašal, tako avtorja knjige, kot seveda tudi ostala gosta, je tukaj mikrofon na razpolago. Ja, vonjave so vabljive. Tako, jaz bi morda vseeno... Imam še eno vprašanje. Tako, za zaključitev bi se povrnila k knjigi in k vam, tako kar prej uvodoma nismo spregovorili tako o knjigi. Sem hotela, če bi lahko kaj povedali o tej naslovnici in o podobi, ki ste jo izbrali kot naslovno fotografijo, ker v intervjuju, ki sva ga imela za Primorski dnevnik, ste povedali o tem malo, kako so se spreminjali poklici znotraj naše skupnosti in kako so ženske v bistvu odločilno pripomogli tudi k razvoju skupnosti in k razvoju k napredku posameznih gospodinjstev. Tako da bi morda lahko zaključili s tem. Ja, zdaj naredimo velik preskok nazaj v čas. Ta podoba, ki sem našel, ko sem iskal fotografije, ki bi ilustrirali malo ta dogajanja, večina fotografij je iz tega Magajnovega fonda, ne, se pravi so fotografije iz sredine prejšnjega stoletja, več ali manj, ki nekako ponazarjajo to, kakšno je izgledalo to naše podeželje, ti slovenski, tradicionalno slovenski kraj na Tržaškem nekoč, ne, se pravi v tej vmesni fazi, v prehodu iz ruralnega v urbano industrijsko fazo. Ampak za platnico sem si želel eno starejšo sliko, oziroma najprej sem hotel dati te Debenjakove kraševke, ta grafika Rika Debenjaka, ki je bil med drugim bratranec mojega očeta, ki ponazarja te kariatide, ne, te kraške žene, ki s plenirjem na glavo hodijo proti mestu, verjetno. Ampak zelo podobno potem se je našla ta fotografija iz, po mojem, konca 19. stoletja. Tukaj so vse gospe še v noši, lepi tržaški noši in se vračajo, to je ključ, ne, vračajo iz mesta proti verjetno dolinski občini, ko se nekako opravljajo svojo prodajo v mestu. In nekako nakazuje, kakšna je bila takrat struktura tega kraja, oziroma kako so bili ti tržaški kraji odvisni od mesta in še vedno so, v drugačnem smislu, ampak imamo to soodvisnost, ki je temelj pravzaprav tega odnosa med podeželjem in mestom. No, in takrat so pravzaprav prva modernizacija, ki se je uvajala na tržaškem podeželju v sredini 19. stoletja, je bil rezultat ravno prodaje mleka v mestu. To je bil glavni vir zaslužka za večino
družin, gospodinstv na Tržaškem, ne samo Krasu, ampak tudi v teh istrskih krajih našega okolja. In to lepo pove en preprost podatek, da je zaposleni dninar, ki se je ponujal za delo, ki prihajajo ponavadi peš iz teh okoliških krajev v mesto, nekateri celo bosi so prihajali dol, so se potem obuli šele tik, preden so prišli v mesto, je na dan zaslužil recimo, kot smo rekli, približno manj kot 10 evrov na dan, recimo v današnji vrednosti. To je bilo izredno nizko plačano delo takrat, ker je bilo teh dinarjev, kolikor hočeš, ne, se pravi, ti so se ponujili za delo, nekdo ga je vzel, če je imel potrebo. Medtem ko je bila prodaja mleka prinašala na dom vsaj dvakrat toliko denarja, kot je bilo to 11-urno delo za zelo majhen denar. Če so mlekarice prodali 20 litrov mleka, so služili vsaj dvakrat toliko kot njihov mož, soprog, ki je 11 ur garal in potem vse, kar je zaslužil, ponavadi zapil takoj potem v najbližji krčmi. Tako da dejansko je bila ruralna ekonomija temeljila na ženskah, ki so, seveda so bile potem tudi perice, krušarice, marsikaj, ampak primarno so bile mlekarice na tem tržaškem podeželju in to je bil tudi temelj tržaške ruralne ekonomije, zato to nekako prikazuje ta platnica. Hvala. Če res ni nobenih drugih vprašanj, bi torej zaključili z današnjo predstavitvijo. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala tudi Tržaškemu pomorskemu klubu Sirena, ki nas gosti tukaj. Hvala seveda Kseniji Dobrila, Igorju Gabrovcu in seveda Milanu Buffonu za to knjigo. Verjamem, da bomo čez kakšno leto predstavljali nadaljevanje te knjige in to bo knjiga o Trstu, torej o tržaških predelih in takrat bo zadovoljen tudi Devan, ker bo noter tudi Barkolje prav gotovo. In so imeli za biti že tukaj, ampak Bodo in Sveti Jakob in Rojan in mestno središče in Svetivan in vsi ostali mestni predeli. Tako da dobro raziskovalno delo še naprej in vi pa ste vsi vabljeni, da se vstavite z nami, da skupaj nazdravimo na novo knjigo in tudi na ponovna srečanja v živo, ker smo vsi zelo zadovoljni, da nam ni treba več buliti v računalniške ekrane, ampak da se lahko srečamo. Ja. Ne, samo to je bilo. Hvala vsem, da ste prišli. Zdaj ne vem, če ste pripravili tega prosekarja, ko sem ga naročil, ampak to je hotela biti tudi ena simbolna zdravica, zato sem prijel spet za mikrofon. Namreč, ko gledamo proti Kontovelu, ki je pred nami, povezujem nek način mesto in podeželje v tem pasu in ne vem, koliko se zavedamo ali ne, da je to ta vrsta obalni predel, ki je bil terasiran tam že od 14. stoletja naprej za pridelavo vina, primarno od Barkove tja do Nabrežine in čez, ki predstavlja približno dobra 2 kvadratna kilometra predelanega, popolnoma obdelanega antropogene pokrajine, če tako geografsko rečem, da je to najbolj viden del, recimo, slovenske, ne samo prisotnosti, ampak pravzaprav prisvajanja tega obalnega območja, ki je med drugim edino historično slovensko obalno območje, to od Barkove tja do Devina. No in ta, bi rekel, ta pijača, ki jo Kontovelci ne marajo preveč, ker se imenuje prosekar, videl prijatelja iz Kontovela, na nek način in ki je bilo nekoč tako znano, posebej na Krajnskem, ki so ga tudi Prešeren ga rad srebal in je bilo dejansko sladko vince, kot pravi pesmica, ker so ga radi pili v Avstriji sladkega. In to je bil dejansko mošt, ki se je ohranil, ne toliko časa. In to, da se zdaj to obnavlja in da je to ime postalo svetovno znano in da prihajajo turisti, poleg tega, da iščejo multikulturnost Trsta, za razliko italijanskih turistov in šolarjev, ki gledajo samo fojbe, prostite, to je ta črni turizem, ki je nekaj najbolj
grozljivega, kar se lahko dogaja, namesto da bi gledali nekaj drugega. Ampak mednarodni turisti pa hočejo to. In to, da se to obnavlja in delno obnavlja tudi ta kultura, ki je kultura vinska, in da bomo pili prosekarja, ki ga zdaj pripravlja nekdo, ki je bil rojen v Barkoljah in živi zdaj na Kontovelu in s tem tudi povezuje, mladi vodopivec, vinogradnik, mislim, da je za nas vse lahko nekaj simbolnega, ne samo za to, da nas damo post-covidno, ampak tudi za to, da se v tem smislu revitalizira in določena kulturna dediščina, ki ima tudi ekonomsko vrednost. Ker namreč v sodobnem, postmodernem času je ekonomija zelo vezana tudi na kulturni substrat. In to, kar mi lahko ponujemo tukaj na Tržaškem, ki ima svoj trg, ne samo v Trstu, ampak tudi po celem svetu, je, mislim, tudi vzpodbudno za to okolje in za to družbo. Hvala.